Ja, Tina Turner pravi, da tipični moški so nekateri, ampak jaz pravim, da z mano v studiu je pa netipični moški in sicer umetniški direktor tovkalnega festivala Boomfest, Dejan Tamše. Ja, dobro jutro. Netipični moški. Zelo netipičen, predvsem glasen. Hvala, da sem netipični moški, da nisem Murko. Murko definitivno nisi, ampak Dejan, veš, kaj ti povem? Ja, najprej dobro jutro, kak si v redu? Zdaj smo že imela malo tehničnih težav. Ne, vse v redu. Pač zadnji teden pred Boomfestom sem vedno down ali pa up. Zdaj sem up. Zelo up. Ja, zelo sem dober sem. Mislim, predvsem zgledaš na span, ker ponavadi je tako, veš, da teden dni pred festivalom organizatorji niso najboljše volje, pa so nenaspani, pa v guži. Ja, mislim, mirno spim. Vse sem ti rekel, da je ekipa toliko naredila v zadnjih tednih in da moji ti najbližji sodelavci res so vsak naredili svojo domačo nalogo in zdaj samo čakamo na štart. Čakamo, da se dvorane napolnijo in da začne tisti adrenalin 3-dnevni in da ko mi čakam, da je ponedeljek dopoldne, ko se lahko res umirim in da spim. Predvsem to? Ja. Ampak glede na to, da je danes 3. ponedeljek v januarju, za katerega pravijo, da je najbolj depresiven, ja, midva nimava glih tega občutka. Očitno midva živiva nek drug januar, ne vem. Nek drug ponedeljek za naju. Ja, mogoče za naju petek, a veš, v redu je. Ampak Dejan, govoriva o Boomfestu 18, ki prihaja ta vikend v Žalec. Ja, res. Ampak, v bistvu vi letos praznujete 20. obletnico obstanka, pustimo tiste 2 leti korone, ko sta nam dale tist minus, ne? Ampak po eni strani, kaj ti je boljš? 20 ali 18? Mislim... Okrogla ali polnoletnost? Se spomniš svoje 18-ke? Ne. Pa ne zato, da ne bi bilo hudo, ampak ne spomnim se. Ne. Pa čeprav je bilo 6 let nazaj, ampak ne spomnim se. Tudi 20 ne. So bili mogoče drugačni časi za praznovati te okrogle, ko so danes. Tako da jaz mislim, da mi je vseeno, trenutno se veselimo 18, čez 2 leti se bom veselil Boomfesta številka 20, tako da mi je čustveno mi je isto. Ko si pa polnoleten, pa se ozreš nazaj, pa vidiš, Boomfest je že 18 let star in pol, ko smo potegnali neke usporednice, City Center tudi praznuje isto kot mi, Radio Fantasy od vsega začetka z nami, pa si misliš, da smo rasli skupaj in imamo lepih zgodb skupaj in nismo še rekli zadnje, nobeden od nas. Ne? Absolutno. Mi imamo letos recimo 30. obletnico. Ne? Ja. Tako da rastemo vsi. Dobro zgledaš. Hvala. Me pa zanima, koliko gobic si pa dobil v tem času? Ne vem, nekaj sem jih dobil, ko pogledam, veš, nazaj te biltene, vsako letne se čudim, to sem jaz, taka krivulja sprememb tokom 20 let. Ja, se pozna. Tokom 20 let si potegnil tudi črto, koliko obiskovalcev je recimo obiskalo Boomfest? Ja, te številke so že krepko čez 20,000. Držav je že preko 25. Tako da te številke so kar potem konec koncev kar velike, kar presenetljive in to, ko nekdo zunanji to pogleda in da po črto, to je resen festival, my God, je res resen, že vrsto let je zasidran nekje na festivalu, na zemljevidu evropskih festivalov in to smo ponosni, to ni mala stvar, redki festivali ustrajajo taka leta, še posebej, če so delane tako, kot mi, na pol volontersko, na pol profesionalno in dokler bo ta energija pri ljudeh, me ni strah, da ne bi še kakega spravili pod streho. Pod streho, ja. A veš, kaj me zanima? Glede na to, da tovkala vsi poznamo, doma, ko ta učemo po loncih kot otroci, ne? Pa potem recimo najbliže tovkalo nam je definitivno boben. Ja.
Zdaj, za Cajon so nekateri že slišali, ampak to še zdaleč ni vse od Tolkal. In zakaj bi nekdo mogel priti prav na Boomfest? Ja, to je pač družina Tolkal je tako široka, da če tudi ste bili na vseh Boomfestih, boste letos... Ja. Čakaj. Ne, poj. Malo drugače stresi. Tako, ja. Au! No, lahko jaz pokažem. Zdaj pokaž, prosim. Tudi če ste bili vsa leta na Boomfestu, niste videli vseh Tolkal. Tudi tega mogoče ne. V glavnem, Šuši definitivno ne bo premierno nastopila na Boomfestu, ker še nisem dost zverzirana. Ne, znaš, ne. Se pravi, tukaj ni zdaj sam ksilofon recimo, pa bobni, pa Cajon, ampak dejansko vidiš, res je. Ni da ni. Letos recimo festival odpirajo Afričani iz Burkina Faso, ki imajo tipično svoje prvinske doma narejene inštrumente, ki zvenijo, bom rekel, na meji dovoljenega, ker so res homemade in so pač, moraš včasih prav gledati, wow, to da zvok od sebe. In recimo ksilofon moderni ima pod ploščico tako celkovinsko, oni imajo buče, na mesto odmevnikov. To je res zelo prvinsko in res se veselim. Ne vem, iz Tajvana Tolkalci imajo povsem drugačno glasbo in povsem drugačno energijo, to bo v bistvu pokalo, ne? Zato je tako drugače na Boomfestu, kot recimo na koncertu godalnega orkestra, ko vedno veš, violina je violina in ne moraš jo na 1001 način prežagati, da bi bila drugačna. Tu pa pri Tolkalih je pa vsakeč nekaj druga. In zato je tak Boomfest tak magnet za poslušalcev v tej Savinski dolini, ko se januarja praktično dogaja veliko. Ko je čas kislih kumarc. Ja, ledenih sveč, ja, kislih kumarc in je zato jih tak privabi v bistvu ta naš festival. No, ampak gre za 3-dnevni festival Boomfest in mene recimo večkrat dobimo vprašanje, kjer dan se pa najbolj splača iti? To tudi mene. Vse 3. Imaš 3 otroke, pa rečeš, kjer ga imaš najrajš. Ja, lej. Ne vem, ta je sicer najbolj priden, ta je najbolj pospravlja, ta ima pa same petke. Kaj se boš odločil? Pa vsi so moji. V glavnem, ja. Ne, v glavnem jaz vsakim rečem, festival je tako narejen, da bi mogel špilati, biti všeč vsem strukturam publike, od 7 do 100 let. In sicer pač, zdaj pa stvar, a veš principa, a je tep afriško bobnanje in afriška kultura bliže kot tajvanska, to jaz ne vem za vsakega posameznika. Oprosti, nekjer še nisem bila, vem, tako da jaz moram iti vse 3 dni. Ne? Tako, ja. In pol pa se pojavi ena sobota, kjer pride Nizozemci, ki se pa čisto na glavo. Oni pa pač predstavijo neko pop, rock kulturo, filmsko glasbo, se pravi, wow, nekaj ambientalnega, zanimivega, easy listening, se pravi, lahkotno poslušljivega in spet imaš nek kontrast, če nisi prepričan, pač greš na to, ki je nek, a veš, 100% sigurno. 100% sigurno, ja, ok. Ja. 100% sigurno bova tudi midva, se narediva zelo malo pauze, ker ti moraš narediti en šluk kave, jaz pa tudi rabim kozarc vode. Tole ni bilo bobljanje in tolkanje. Absolutno pa se vračava, samo da še poveva, kakšno vreme nas čaka zunaj. Pa smo nazaj v studio Radia Fantasy, z mano je Dejan Tamše, umetniški direktor Boomfesta 18, ki prihaja v Žalec. Dejan, a lahko nehaš ti s tem, prosim, ker mene bo lulat pritisne. Ko imaš to? Jaz vem, da Šuši se rada pač igra z nenavadnimi stvarimi in sem prinesel pač neka čudna Tolkala in to je neka vrsta dež, ki ga lahko prizarjamo. Zgleda pa tako deblo. Ja, v bistvu to je neko debelo deblo od drevesa, ki je votlo in ima neke stopničke, prekate, znotraj so plastične kroglice, ki se pretakajo od zgori dol in se zdi, kot da dežuje. In to se na koncertih uporablja kot dež. Kako se reče pa onmu, ko si dal premeno roke? To je pa fleksaton. Fleksaton. Ja. Dobro, vsak dan nekaj novega.
vsak dan nekaj noga. Okay. Najbolj nenavadno tolkalo, ki si ga kdajkoli videl? To si me zdaj presenetila, ne vem. Mislim, videl si celo Marijo. Meni ni nenavadno nobeno tolkalo. Zdaj, bom se spomnil, mogoče do konca daje. No, ampak, z Dejanom sva midva povedala, da vsako leto je Fajn iti na festival, pa kjerkoli dan, ko greste, če imate možnost, pejte vse 3 dni pogledati, ker je vsak dan nekaj novega. Ja. Dejstvo pa je, da imate tudi delavnice za otroke, ki pa so v bistvu polne. Tako, v bistvu imamo matineje za otroke, to pomeni, da šole pripeljejo nam učenci, ki eno šolsko uro uživajo ob zvokih tolkal naših gostov, tokrat bojo Afričani. Imeli 2 matineje v petek dopoldne, ki si, tako kot si rekla, že dolgo polne. Imamo pa tudi delavnice, ki pa niso samo za otroke, so za vse tiste, ki so jim tolkala blizu ali pa želijo od blizu pogledati, kako se, neka stvar igra. In tudi tu ni vstopnine, ni tudi prijavnine, ampak je recimo v soboto od 10 dopoldne do nekje 14 ure vse skozi se dogaja v naši avli na temo tolkal. Lahko prideš tja, sedeš in gledaš in poslušaš in lahko tudi probaš tako. To so naše delavnice. Okay, torej, mogoče za mene bi bilo smiselno, da pridem najprej na delavnico, pa potem na glavni oder, ne? Ja, če hočeš pa ni nastopiti na glavnem modru, pa recimo lahko bi ti na otvoritvi dal v roke eno palco, da recimo Whitney Houston komad, a veš, ko moraš poslušati, pa udariti in če zadaneš, dobiš nagrado, pa bi 1-3 dni lahko probovala. Ja, verjetno. Pa ti ne bo uspelo. Kak teden mi ne bi ratel. Ampak, a veš, mi je pa zanimivo, ko sva rekla, meni recimo moj vedno reče, mater s tem jezikom tu kropočeš okolo, ampak jezik ni tolkalo, ne? A je? Tudi body music, a veš, tudi pa prsa. Pa mi smo tolkalo. In dejte, pridite z nami tolkat, ne? Ali kak se reče? Tolkat. Ja, ne vem. Tolčt? Igrat tolkala bi jaz najrajše rekel, ker tolčt je zelo surovo. Tudi tolkalo je inštrument, če ga tolčeš, ga uničiš. No, tega pa nočemo. Po loncih definitivno ne bomo, ampak se veš, ko pravijo, kdor z majhnim ni zadovoljen, vrečega vredni. Tako. Ampak jaz pravim, da če vam mama na majhen lonc ne psti, pridite k stopovcem, tam imajo za vas ziher kaj večjega, da boste lahko mal potovkli in s tem ustvarili super glasbo, če pa ne, jo pridite pa definitivno poslušati. Dejan, kdaj, kje, kdo, zakaj? To še sploh nisva povedala. Se pravi, ta vikend, petek, sobota, nedelja. Petek otvoritev zmeraj ob 6 popoldne, 6 zvečer, se pravi otvoritev z afriško skupino, ki igra tipično afriško glasbo iz Burkina Fasa. V soboto nizozemska skupina, 13 bo na odru, se pravi, smo rekla pop, rock, filmska glasba, tudi ob 18 in v nedeljo zaključek s tajvansko skupino Ju Percussion, ki praznuje 40 let delovanja, bom rekel Formula 1 v stilu tolkal, virtuoznost, hitrost, drama, res do konca, do zadnjega detajla, do teren nastop tajvanske skupine, 11-članske. Vmes pa seveda tudi taki hitri nastopi mladih tolkalcev, glasbenih šol, Laško Radeče, Žalec in Velenje, pa tudi Stopovci bomo svoj piskrček predstavili, da bo mal zavibriralo v drugačni smeri. Mi smo mal pač drugačni, tako da, ja. Se strinjam, karte še imamo na voljo? Ja, imamo še neki kart na voljo, se pravi na Tico Žalec, če ste fizično, če greste sami po njih, ali pa na kupikarto.si. Nekaj stolov je še, 40-50 sem preveril dopoldne, tako da vabljeni vsi na Boomfest od petka do nedelje.
Lahko kupimo posamezne karte, lahko kupimo pa dvodnevno oziroma pač za cel festival. Enodnevna, dvodnevna, trodnevna, seveda več dni nabavimo cenejše je. Tako da jaz priporočam, če ne vseh treh, pa saj dva. Definitivno, dej še malo zašpili totle dež, da se midva posloviva. Dejan, predvsem hvala za obisk, da si spet prišel malo me podučiti o čem novem, absolutno tudi naše poslušalce. Seveda pa vsi vabljeni, da pridete ta vikend v Žalec na Boomfest 18 in da malo napašete vaša ušesa tudi s čim novim. Dejan, hvala še enkrat in se vidiva v petek. Vidimo.